demokratski stranki ocenjujemo, da vlada Alenke Bratušek, predvsem pa minister za obrambo Roman Jakič, s predlaganim rebalansom proračuna za leto 2014 in s proračunom za leto 2015 onemogočata delovanje obrambnega sistema in predvsem sistema zaščite ter reševanja. Sprašujemo se, ali postaja minister Jakič ne le grobar slovenskega prostovoljnega gasilstva, temveč celotnega obrambno-zaščitnega sistema. Nedopustno je, da je minister pristal na nadaljnje zmanjševanje sredstev za obrambo in zaščito. Že ob sprejemanju proračuna za leti 2013 in 2014 ter kasneje v razpravi o rebalansu proračuna za leto 2013 smo poslanke in poslanci v odboru za obrambo, tako koalicijski kot opozicijski, opozarjali, da bi vsako nadaljnje nižanje obrambnega proračuna to imelo velike posledice za delovanje celotnega delovanja sistema obrambe in tudi zaščite, ogrozilo bi varnost države, ogrozilo bi varovanje in zaščito premoženja ljudi in, kar je najpomembnejše, ogrozilo bi življenja ljudi. Že za rebalansom proračuna 2013 se je delež finančnega načrta Ministrstva za obrambo v bruto domačem proizvodu zmanjšal iz 1,47% na komaj 1,02%. Z rebalansom proračuna za leto 2014 pa se navadno približujemo magični točki, to je 1% družbenega bruto produkta. Naj spomnim, da se je Slovenija ob vstopu v zvezo NATO zavezala, da bo za obrambo namenjala 2% družbenega produkta. Ob oblikovanju vlade Alenke Bratušek smo opozarjali predsednico vlade, da se je nova vlada z imenovanjem gospoda Jakiča za ministra za obrambo v bistvu odločila za ukinitev Slovenske vojske, saj je gospod Jakič zaradi svojih ravnanj v preteklosti neprimeren za upravljanje funkcije ministra za obrambo. S tem, ko je minister dopustil dodatno nižanje sredstev obrambnega proračuna, naj seveda rečem, da tudi v preteklosti so ministri zmanjševali ta sredstva, vendar ne v tako visokem znesku, kot ga zmanjšujemo sedaj, recimo za leto 2014 kar za 45,6 milijona evrov, ko zmanjšujemo sredstva obrambi oziroma Slovenski vojski za kar 33,5 milijona evrov, zaščiti in reševanja pa nedopustno kar za 5,5 milijona evrov, ogrožamo ne samo življenja nas državljank in državljanov, temveč življenja pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske in njihovo varnost pri upravljanju dolžnosti. In kot sem že v uvodu poudarila, postaja gospod Jakič grobar prostovoljnega gasilstva, ki ima na Slovenskem dolgoletno tradicijo. Ministra sprašujemo, kako si lahko dovoli pregrešno drago uporabo vojaškega letala Falcon za svoja številna službena potovanja v tujino, ko pripadnice in pripadniki Slovenske vojske na drugi strani pa nimajo niti dostojnih delovnih uniform, kaj šele ostale osebne in zaščitne opreme. Naj opozorimo še na eno dejstvo, ki bo dodatno obremenilo obrambni proračun. To je breme, ki ga prinaša tako imenovani davek na nepremičnine, ki ne pomeni le povečanja prihodkov državnega proračuna na eni strani, temveč pomeni na drugi strani tudi odhodek oziroma zmanjšanja sredstev na drugi strani. Ministrstvo za obrambo je namreč lastnik mnogih nepremičnin, zemljišč, vojašnic, vadišč, učnih centrov, letališč. Nepremičninski davek bo tako seveda po našem mnenju še dodatno znižal in obremenil obrambni proračun. V Slovenski demokratski stranki se sprašujemo, zakaj se minister ni zavzel, da bi bili objekti in zemljišča, ki so namenjena za usposabljanje in izobraževanje tako Slovenske vojske kot sistema zaščite in reševanja, in da bi bili ti objekti oproščeni plačila davka, delno ali pa tudi v celoti. Naj na koncu zaključim in povem, da smo v Slovenski demokratski stranki oziroma v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke
vložili amandma, s katerim želimo vsaj delno proračunsko vrzel zapolniti, predvsem na postavki Uprave za zaščito in reševanje, o čemer pa bo v nadaljevanju spregovoril kolega